Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, če je naš vsakdanjik v teh kriznih trenutkih nekako usmerjen v zdravstveno oskrbo in spremljanje telesnih simptomov, pa se moramo zavedati, da je pri tem potrebno poskrbeti tudi za naše druge potrebe, psihosocialne in duhovne dimenzije. Sprostitev, poglobitev vase, meditacija, kolikor vemo nekaj malega o tem, se lahko v veliki meri tudi pomagamo pri soočanju s stisko sami doma. In to pot smo povabili v našo družbo Karolino Torecki, energijsko motivatorko. Lep pozdrav. In Karolina, morda nekaj v sebi za začetek, da vas poznajo naše gledalke in gledalci in potem bova seveda nadaljevala. Lep pozdrav tudi vam, hvala lepa za povabilo. Torej, moje ime je Karolina in z energijskimi svetovi, z energijo, z meditacijo sem se srečala, bom rekla, ob lastnih izzivih v svojem življenju enih dobrih 15 let nazaj in v bistvu nadaljevala ob bolezni svojega sina. Se pravi, tisto je bil za mene sprejeti njegovo bolezen, se soočiti z njegovo boleznijo, meni največji izziv. Danes je moj sin, bom rekla, tudi invalidsko upokojen in ugotovila sem, da lahko tako sebi lajšam, kakor tudi njemu, stanje, zboljšujem stanje, tako da iz tega v bistvu izhajam. Karolina, zagovornica seveda ne materije, ampak energije kot takšne, duhovnosti. Seveda človek, če želi nekaj storiti na tem področju zase, tudi naše gledalke in gledalci, ki bodo spremljali vašo razlago, je treba najprej seveda se skoncentrirati sam nase, vedeti, kaj pravzaprav smo in kaj poosebljamo v življenju in potem verjetno se da z neko meditacijo, z nekaj stvarmi, ki jih boste vi razložili, pomagati tudi takole samemu sebi. V bistvu ja, ljudje lahko ogromno stvari naredimo sami zase, s tem, da je zmeraj fajn imeti koga, kateri nas spremlja, zaradi tega, da se posameznik ne zgubi v sebi noter. Še posebej zdaj v zdajšnjem času, kateri nas je presenetil, bom rekla pod narekovaji, dobesedno s korono, s tem virusom, s COVID-19, kakor ga pač imenujemo. In ljudje smo se znašli, bom rekla, iz čustvenega vidika v enem strahu. Znašli smo se v strahu, vsak od nas, zaradi tega, ker nismo samo fizična telesa, ampak je zraven nas v bistvu nas obkrožajo nevidna energijska telesa in v bistvu to je bilo dokazano, da obstajajo že pred letom 88 in tudi ogromno se govori. Skratka, kaj lahko naredimo sami? Sami lahko naredimo, če se znajde človek v situaciji, kjer ga prime kroničen strah, bom rekla, lahko izjemno malo naredi sam, zaradi tega, ker se začne vrteti okoli neke osi svoje lastne. Se pravi, ne pride ven, enako kot da pademo, bom malo plastično povedala, v eno črno luknjo in potem globoko črno jamo in potem bi mi radi splezali sami ven iz tega, ampak v bistvu to ne gre. Se pravi, rabimo pomoč, rabimo vrv, rabimo nekega reševalca. In v tem primeru, bom rekla, jaz neke vrste reševalec, se pravi, da ljudem dajem, bom rekla, neke vrste napotek, ne kak naj reagira, ne kaj naj počne, ne kako naj deluje, ampak kam naj usmeri svoje misli. In potem vsak posameznik, dobesedno, se sam odloča, kakšne misli bo mislil, kako bo potem posledično deloval, ali bodo šli ljudje odpirati novice, čitati vsako uro novice, ali si bo dal novice pa bo rekel, bom prebral, ne vem, vsaki drugi dan, bom gledal televizijo, poročila vsaki tretji dan. Mogoče nekomu se zdi to čudno, ampak spremljam ljudi, sem spremljala, bom rekla, kako se v bistvu zapičijo v eno situacijo, katera je neugodna in potem v bistvu vso energijo vlečejo na sebe iz te situacije, čeprav mogoče ne pride zavestno do uma, ampak preprede energijska telesa. Koliko sem razumel, sedaj iz te vaše razlage, Karolina, se pravi spremeniti v osnovi neko rutino
rutino, neko vsakdanja opravila, ki so nam nekako že malo morda legla v podzavest, ne? Sedaj to nekako malce spremeniti, ne nazadnje, tudi s tem, ko smo samoizolirani, smo veliko stvari morali spremeniti v našem vsakdanjiku. Točno tako, dobesedno spremeniti, ko mi spremenimo rutino, prvo začnemo spreminjati svoje misli, ne? In ja, seveda, bili smo dobesedno pahjeni, ostanite doma, ostanite skupaj, kar je v bistvu v redu, super, virusa se ne sme širiti in to je dejstvo, ne? Se pravi, še naprej upoštevati pravila, to jaz vedno znova in znova poudarjam, upoštevanje pravil ne pomeni, da smo v strahu, da smo v paniki, ampak da dejansko spoštujemo neko fizično zadevo, situacijo, celotno materijo, celotno stanje, se pravi, da spoštujemo celotno stanje. Po drugi strani je pa na nas, ne takrat, ko imamo čas, pazite, ne takrat, ko imamo čas, ampak takrat, da naučimo, dobesedno, da naučimo svoj da je potrebno drugače pričeti razmišljati. Ravno tu ste tudi omenili, ne, se pravi, spremeniti rutino, seveda, zdaj smo se znašli v medsebojnih odnosih, nekaterim se to bolj kaže, nekaterim se manj kaže, kateri ljudem ne odgovarjajo. In so dejansko primorani biti na določenih kvadratih, če živijo v stanovanju, če živijo v hiši pač na večjih, skupaj z osebo, s katero se mogoče ne razumejo, s človekom, s katerim se mogoče žerejo, nažirajo dobesedno energijska telesa. In bolezen, vsaka bolezen se začne pri energijskih telesih, govorim o kroničnih boleznih, ne. Se pravi, se začne v naši podzavesti. In s tem namenom sem tudi organizirala, pred nekaj dnevi pričela z internetnim online izzivom preko e-maila Izzovi sebe, vzemi si čas. In vsem, kateri mi pišejo na duhovna.potovanja@gmail.com, pošljem brezplačno vodeno meditacijo, katere sem, bom rekla, raziskovala različne tehnike, dobrih 12 let in zbrala, se pravi, esenco in sedaj snemam te meditacije, nekatere so z glasbo, avtorsko, nekatere so brez glasbe v ozadju in posledično se vsak posameznik vsede, da meditacijo na ušesa in ji prisluhne. Rekli ste, treba doumeti, koliko sem razumel, doumeti neke stvari, ki so povsem drugačne. Rekli ste pahnjenje. Seveda, bili smo vrženi v situacijo, ki je nepredvidljiva, ki je nismo pričakovali. Ljudje smo živeli v nekem tempu, klasičnem, iz dneva v dan, vsak seveda malce drugačne, sedaj se soočamo z nekimi novimi izzivi. Takole, iz vaših izkušenj, bo to, pa naj bo ta pandemija še trajala ali ne trajala, želimo si seveda čim krajše, nekako streznilo ljudi, da bodo v prihodnje razmišljali nekoliko drugače, da bodo vendarle se zavedli tega, da najprej treba postoriti ne samo glede zdravja, ampak tudi na drugem področju nekaj zase. Jaz verjamem, da ja. Osebno verjamem, da ja, zaradi tega, ker so ljudje ravno takrat, ko smo vrženi, se pravi, ko smo vrženi v vodo, splavamo, ne? In to se je meni pokazalo, to se je pokazalo pri mojem sinu, to se pokaže, naprimer, največji izumi so bili odkriti v največjih stiskah, ljudje so do svojih največjih idej dostopali takrat, ko so se dobesedno morali soočiti sami s sabo. In to je zdaj eno odlično, dobesedno odlično obdobje, katero nam daje možnost spremembe. Sicer ne bom rekla, da zdaj hodim po svetu pa govorim, joj, kak je pa fajn, v bistvu ni fajn, to je obdobje izjemnih stisk, depresij, skratka vsega enega stanja, s katerim se mi sploh ne želimo ga niti pogledati, niti se ne želimo s tem soočati. Večina ljudi, še posebej, ko smo zdravi, ne želimo niti razmišljati, ker razmišljamo o tem kot o nečem negativnem. Jaz pa pravim, da je to, korona je lahko za nas en velik izziv, ampak ne tak na pamet, ampak ravno s pomočjo meditacije. Povejte mi, kdaj pravzaprav si pripravljen za meditacijo? Kdaj pri sebi ugotoviš,
da je čas, bom rekel tudi vas poklicati, ker delate to na daljavo tudi, ne, da vodite, seveda, ali to sploh človek zazna, če ne pozna toliko sebe, kdaj je potreben pomoči meditacije, poglabljanja vase in s tem samo pomoči? V bistvu zelo dobro vprašanje, hvala lepa za njega. Jaz bi rekla, meditacija je higiena za dušo. Ne? In čas za meditacijo je bil že predvčerajšnjim. Tako da meditacija je primerna za vsakega, za moške, za ženske. Ne? In zdaj, ko bom rekla, voda gori pod narekovaji, je skrajni čas. Ne, se pravi, skrajni čas. Tako da, ja, delam po telefonu, delam internetno, delam online. Že moj, bom rekla, cilj razvoja v zadnjih 10 letih meditacije je bil, da se da vse skupaj s tehnologijo združiti, ker danes imamo ogromni tehnološki napredek, se pravi, da ne rabimo imeti stika, skupnega medsebojnega stika, kar se tega tiče, da ne rabi človek, se pravi, se vsesti v avto, se odpeljati na eno določeno mesto, ampak lahko enostavno pokliče oziroma poklika, par klikov naredi in smo skupaj, lahko se mu pošlje. Skratka, čas za meditacijo pa je zmeraj. Ne samo takrat, ko pride hudo, ampak že prej, zaradi tega, ker čas za popravilo strehe je takrat, ko sije sonce, ne takrat, ko pada dež. Zelo nazorno. Karolina, časovno ste rekli, ni omejitve, kdajkoli, kdaj začutimo. Kaj pa prostorsko verjetno rabimo za meditacijo? Nek mir, to je osnova verjetno, nek prostor, kjer smo že tako, zdaj v samoizolaciji, še bolj izolirani, ampak tega časa in najti takšen prostor verjetno samo koristi vsem nam, če se bomo enkrat začeli poglabljati vase. Ja, pri meditaciji je sledeče. Tudi če živimo na najmanjši možni površini, se pravi v garsonjeri, imamo stranišče, imamo kopalnico. Se pravi, vsedemo se lahko, se pravi, gremo v kopalnico, zapremo vrata za seboj, vsedemo se na zaprt pokrov, pač pazimo, da ga ne zlomimo, ne, straniščne školjke in v bistvu meditacija, katero jaz pošljem, se da enostavno v ušesa, oči se zaprejo, roke se položijo na noge, stopala so plosko na tleh in enostavno prisluhnemo za zaprtimi očmi in ni nobena, ravno zaradi tega, ker je meditacija posneta, ni nobene velike umetnosti. Torej, z energijsko motivatorko Karolino Torecki, uvodoma v tejle oddaji o zgodbah, ki se dotikajo meditacije, kako si pravzaprav nadaljavo, bomo rekla, pomagati z vodenjem. Seveda, drage gledalke in gledalci, bomo v nadaljevanju, če boste tudi vi z nami spremljali še, tudi s Karolino bomo v družbi in takrat morda nekaj bolj konkretnega, kako nekako najti tisti trenutek, pravi čas za motivacijo, za samokontrolo samega sebe v teh kriznih trenutkih, ko iščemo seveda rešitve družno in skupno, tudi z našimi oddajami za vse vas in za vašo dobro. Bodite z nami tudi v prihodnjih oddajah, srečno!